ugotoviti, kako si otroci predstavljajo kakovost šole. Kaj je za njih dobra šola? Kaj je za njih dober učitelj? Zelo preprosta vprašanja. Odgovori so fascinantni. Članek je objavljen v reviji Dve domovini, preberite, pa ne zato, ker sem ga jaz napisala, ampak zato, da boste videli, kaj otroci govorijo, kaj otroci potrebujejo. Za otroke je šola dobra takrat, ko imajo v šoli prijatelje, ko imajo naklonjene učitelje, ko se učitelji smejejo z njimi, ko učitelji želijo se z njimi pogovarjati, jih razumeti in tako naprej. Večkrat sem že povedala, da je to edina raziskava, pri kateri sem za mizo jokala, ko sem obdelovala rezultate. Ampak ne zato, ker so se mi otroci smili, ampak zato, ker sem spraševala, a je možno, da je to vprašanje, da je to nekaj, kar moramo omenjati, da je to nekaj, kar v bistvu ni samoumevno. Kje so kompetence? Daleč stran. Mislim, nepomembna stvar so strukturirane kompetence v tem, če primerjamo v bistvu odgovore otrok. No, zdaj mnogokrat je bilo izrečeno v tem času, da je podporno okolje odvisno od stališč in prizadevanj ravnatelja. To kažejo vse raziskave, ne samo v okviru tega projekta. Individualna prizadevanja brez podpore so obsojena na neuspeh. Strinjam se z vsemi sogovorniki, ki so to omenili. Zagotoviti je treba in multisektorski pristop s povezovanjem z ožjim in širšim okoljem. Namreč gre za to, da ravno Bronfenbrenner je o tem govoril. To, kar se dogaja z otrokom, je odvisno od medsebojnih interakcij. Namreč šola sama ne more reševati, pa vendarle lahko rečemo, da je šola država za otroka. Ampak medsektorski pristop pa zato, ker da se uskladijo, se pravi, akcije in s tem pravzaprav dosežemo to, da bomo govorili isti jezik. Zdaj, otrok se lahko razvija samo, če je vključen v aktivnosti in to intenzivne in raznolike, je Bronfenbrenner poudaril leta 2007. Nadgradil je sebe. Veliko bolj poglobljeno je govoril o interakcijah, v katere mora biti otrok vključen, če želimo, da se otrok razvija. No, torej zdaj govorimo o tako imenovanem kompetentnem sistemu. Ne moramo govoriti samo o kompetentnem učitelju. Ne moramo govoriti samo o kompetentni šoli, ampak tudi o kompetentni državi. Vse troje mora biti zagotovljeno. Kompetenten učitelj, kompetentna inštitucija in kompetentna država. Matijas Urban govori o kompetentnem sistemu, zato ker, veste, to so razvili ta koncept takrat, ko so začeli iskati ključne kompetence vzgojitelja, učitelja v vrtcih in šolah. In ugotovili so, da je pač to nemogoče identificirati, če ne veš, kaj je vse zadaj, oziroma kaj mora podpirati tega učitelja. Še nekaj mogoče bi poudarili, da je treba poskrbeti za to, da zaposlujemo v vrtcih in šolah osebe s priseljensko izkušnjo oziroma osebe, katerih prvi jezik ni slovenski jezik. Zelo mogoče je, da se določeni učitelji pač ne morejo identificirati, ne morejo začutiti, kaj se lahko človeku zgodi, če gre v tujino. Glejte, če jaz ne bi nekaj časa živela v drugi državi, jaz res ne bi vedela, kako bi se počutila. Na kraj pamet mi ne bi šlo. Ko sem šla v drugo državo, sem šla prepričana, da nekaj znam, da nekaj vem, da sem cenjena, da v šoli sem bila vedno kar uspešna. No, ko sem prišla v drugo okolje, sem morala začeti iz čiste nule. A veste, če ne bi šla v drugo državo, ne bi nikoli vedela, da se to lahko zgodi. In zelo mogoče je, da je pri nas nekaj pač ljudi, oziroma kar nekaj ljudi, ki teh izkušenj nimajo, nikoli niso bili v poziciji šibkih. In ker nikoli niso bili v poziciji šibkega, si zelo težko to predstavljati. Mislim, dejansko moraš zelo se potruditi, da začutiš stiske otrok, razen če si zmožen dejansko zaznati in se res poglobiti v situacijo otroka. Ampak ti mora pri tem tudi nekdo pomagati. Pomembno je na sistemski ravni zagotoviti, da imamo protokole vključevanja otrok z vsebinski vidiki procesa, odgovornostmi posameznikov in časovno dinamiko. Pogosto je neustrezna časovna dinamika
razlog, da se nam stvari zapletejo. Zato smo se tudi letošnje leto smo oblikovali protokol vključevanja otrok v vrtce. Zelo smo se posvečali tudi časovni dinamiki, kdaj kaj postorimo, zlasti zato, da, veste, prvi stik je prvi stik in v prvem stiku z otroki, starši, se mora nekaj zgoditi. Prvi stik ne moremo nadomestiti in v prvem stiku morajo dobiti tiste informacije, ki jih potrebujejo, ne čez en teden, takrat. In tako naprej. In znotraj tega modela, ko smo v bistvu implementirali, preizkušali, so vzgojitelji ugotavljali, da je včasih smiselno dlje časa opazovati otroke in nekoliko kasneje oblikovati individualni načrt aktivnosti, takrat, ko pravzaprav otroka malo bolje poznaš, ne čisto na začetku. Recimo tega na začetku nismo predvideli. Zato moram reči, da sama cenim ta projekt, ker je imel akcijski pristop, ker je vseboval akcijski pristop. Torej, pedagoške protokole vodenja. No, zdaj, če se pa vrnemo zdaj smo govorili o sistemski ravni, zdaj pa, če gremo na procesno raven, namreč jaz sem pedagog, ne, in pa tudi sociologinja, in sistemska raven torej mora biti zagotovljena, zato da smo lahko dobri na procesni ravni, ne. Zdaj tako, spodbudno učno okolje ni samo materialno, je tudi socialno. In zanimivo, v raziskavi, ki sem vam jo prej omenila, iz leta 2018, smo zaznali tri ravni. In sicer otroci zelo zaznavajo 3 ravni. Prva raven je biti prisoten v določenem okolju. Druga raven je biti vključen v življenje in dejavnosti v razredu. Se pravi, že nekaj počneš. Tretja raven je biti del skupine, ki pripadaš. Otroci čutijo razliko. In šele takrat, ko čutijo, da so del skupine, takrat pravzaprav lahko realizirajo svoje potenciale. In ne kot objekti, pač pa svojo participacijo kot del skupine. No, zdaj, Goran Vojnović je včeraj dejal, namreč jaz sem hitela pisati, ne vem, zdelo se mi je nekaj neverjetnega, da sem lahko v živo, da lahko poslušam, da lahko občudujem, da lahko slišim, in poskušala sem pravzaprav povzeti misli govorcev in sogovornikov. Namreč dragocena misel, ki jo je z nami delil Goran, je bila naslednja. Učitelji so se zavedali nevarnosti, odločno so odreagirali, na šoli ni bilo konfliktov, ker učitelji niso dopustili, če smo se začeli zmerjati na nacionalni bazi. Otroci čutijo odnos učitelja, vodstva šole do določenih problemov. Ko čutijo, da je nekaj nesprejemljivo, potem se ne nadaljuje, je dejal mlad človek. Me razumete? Namreč, dejal je tudi to, če bi se tako odzivali na fuzinški šoli, bi bila situacija danes zelo drugačna. Namreč, če ne bi odreagirali, če bi pričakovali, da bodo otroci sami rešili te probleme. Skratka, zagotoviti moramo ničelno toleranco do različnih oblik diskriminacij ali nelagodnosti. Omenil je tudi to, na določene stvari niso odreagirali učitelji, ker se to ni zdelo pomembno. Potem ravnatelj Marjan Gorup je omenil naslednje. Moramo se soočati s problemi, ki zadevajo moralno-etični del. Različne oblike napetosti in konfliktov obstajajo. Ne zgolj na nacionalni, kulturni, jezikovni ravni, tudi na ravni socialno-ekonomskega statusa. Ne prikrivajmo si, ne zakrivajmo si oči, kajti če si bomo danes zakrivali oči, bomo imeli čez 10 let situacijo, ki jo ne znajo rešiti v bolj bogatih okoljih, zato ker so se naredile razlike med bogatimi in revnimi. Potiho, počasi, nevidno, tako da potem počasi v javne šole vstopajo samo otroci, ki ne morejo plačati, se pravi, šol za bogate. Starši so pomembni partnerji pri vzgoji otrok, ampak če tudi imajo starši pravico, da se vključujejo, je vključevanje odvisno najmanj od treh vidikov. Prvi vidik je njihove lastne predstave o starševstvu. Kaj pomeni biti starš in kakšna je njihova vloga v izobraževanju njihovih otrok. Drugo, podoba o sebi. Koliko kompetentni se čutijo,
Namreč nekateri starši veste, nekateri starši čutijo, da so zmožni, drugi čutijo, da menijo, da niso zmožni, pa so zmožni. In ravno to mora zaznati učitelj, vzgojitelj, a ne? Zaznati mora to predstavo o starševstvu in ne obsojati starše, predstavo o sebi, se pravi, a sem zmožen, a sem dovolj informiran, a sem izobražen, kdo sem jaz v tej družbi. In še od tega, kako učitelji, vzgojitelji vabijo starše. Potem, in končno smo spoznali, da znanje slovenskega jezika ne more biti edino orodje in pogoj za uspešnost otrok. Hvaležna sem Sonji Pečjak, hvaležna sem Barbari Baloh, vsem, ki ste to izustili, poudarili v teh 2 dneh. Namreč, nujno je omogočiti izražanje tudi v jeziku, v katerem se otrok zna kompetentno izražati in sporočati. Zato morajo biti tudi nujno zagotovljene in prilagojene oblike učenja in zato tudi ocenjevanja znanja. Zakaj moramo to zagotoviti? Glejte, zato, ker je sicer res dobro počutje pogoj za uspešnost otrok, ampak dobro se otrok počuti, če je uspešen, sem spet ugotovila leta 2018. Otrok se dobro počuti, če je uspešen. Torej, vse zgodbe v teh nekaj letih kažejo na to, ko so otroci imeli možnost govoriti v svojem jeziku, pa čeprav ga nihče ni razumel noter v razredu ali v skupini, je otrok žarel, pripovedoval, ni mogel nehati. Pa nobeden ga ni razumel. Ampak otrok je imel možnost izražanja v svojem jeziku. Potem seveda se potrudimo tudi razumeti, ampak imeti možnost izražati v svojem jeziku pomeni imeti možnost izražati sebe, živeti svojo identiteto. Ravnateljica Iva Pučnik Ozimič je včeraj opozorila, da se pomen znanja slovenskega jezika razlikuje glede na starost otrok in stopnjo izobraževanja. Sama si interpretiram tako, ko se imaš še čas naučiti, da boš lahko kompetentno deloval v družbi, ali ko boš takoj po zaključenem šolanju moral v delovnem okolju govoriti slovensko. Glede, to je razlika. Če se otroci vključijo, se pravi v 1. letnik srednje šole, si predstavljate gostinske, ne? In potem, se pravi, konec 4. letnika se zaposlijo in okolje od njih pričakuje, da bodo znali slovensko. Okolje v celoti zna biti nestrpno v resnici. Želim povedati to, da v vrtcu se otroci lahko učijo slovenskega jezika dlje časa, v osnovni šoli tudi dlje časa. V srednji šoli moramo pa otrokom res intenzivno pomagati, da zmorejo komunicirati. Vendarle, sporočanje je osrednji namen. Pojme pa lahko komuniciramo na različne načine. In jaz sem prepričana, da se otrok lahko zelo hitro nauči v srednji šoli slovenskega jezika, če to potrebuje in rabi. Nihče me ne bo prepričal, da to ni res. Zakaj? Zato, ker imam sama študente in vidim, da se v 1 letu, v 2 letih naučijo slovensko in funkcionirajo in radi. Ampak pogoj za to, glejte, je to, da ta družba omogoči tem otrokom maksimalne interakcije in da so spoštovani v svojem lastnem jeziku, lastni kulturi in da so spoštovani kot ljudje. Jezik, slovenski jezik, ne more biti predpogoj za vključenost in učno uspešnost otrok. To poudarim 1000-krat. In torej, kaj pomenijo in kaj naj bi pomenile dodatne ure slovenščine? Predvsem za moje pojme, ne sedenje in učenje slovenskega jezika samo, kar se lahko zgodi tudi takrat, veste, ko so dodatne ure za otroke s posebnimi potrebami. V trenutku, ko imamo dodatne ure, jih lahko uporabimo tako ali pa drugače, dobro ali slabo. Sama si predstavljam, da dodatne ure omogočajo fleksibilnost za učinkovitost, za zagotavljanje smiselnosti, individualiziranosti učenja za otroka in z otrokom. Za otroka in z otrokom. Glejte, slovenski jezik je pomembna zadeva, vendarle je tudi zelo pomembno, kako. Ali je to, kar se dogaja za otroke, smiselno ali ni.
No, torej prehajamo od univerzalizma do relativizma in individualizacije. Glejte, vsak otrok je posameznik s svojim lastnim načinom učenja in predvsem z lastnimi izkušnjami, zato moramo veliko pozornost posvetiti individualnim načrtom aktivnosti. Če bo otrok imel možnost pregovoriti o sebi, o svojih interesih, o svojem znanju, o tem, kaj bi rad delil z drugimi, ker nekaj ve, nekaj zna, takrat bomo lahko govorili o individualizaciji. Včeraj je gospa Anica Mikuš-Kos opozorila, projekt je vreden, ker obravnava otroke kot enakovredne ljudi, problem je, ko gledamo na otroke kot na žrtve, kot drugačne. Dobronamerni ljudje, je dejala, pogosto obravnavajo druge kot nemočne, žrtve, pomoči potrebne. Na koncu jih pa še medikaliziramo, še kakšne tablete jim damo. Hvala Bogu, da je to psihiatrinja dejala, zato ker če je psihiatrinja to dejala, potem je to res. A ne? Torej, glejte, okolje, včeraj ni tega dejala, pač pa v eni drugi priložnosti. Okolje, v katerega otrok vstopa, je ključno, ne glede na to, kako težko je otrok predtem živel. Torej, okolje lahko in mora nuditi možnosti za pozitivno pripoznanje. Torej, glejte, vse šibkosti sistema se pokažejo pri ranljivih otrocih. In vse slabosti pedagoškega procesa se pokažejo še najbolj pri ranljivih otrocih. Glejte, imamo sistemsko raven in imamo procesno raven. Govorili smo o pogojih. Hvala Bogu smo se začeli ukvarjati s procesno raven. Ne pogovarjamo se več izključno o normativih. Pogovarjamo se o interakciji, pogovarjamo se o sodelovanju z družinami, pogovarjamo se o spodbudnem učnem okolju, pogovarjamo se o smiselnem učenju, o spremljanju, dokumentiranju, načrtovanju, ocenjevanju, raznolikosti, demokratičnih vrednotah in profesionalnem razvoju. Ta 2 dneva smo se pogovarjali o tem in sem hvaležna, da se nismo pogovarjali samo o urah, o normativih, o zadevah, ki so povezane samo z normativi. Pogovarjali smo se o kakovosti učitelja, vzgojitelja in to je ključno. Če povzamemo, katera so načela v prihodnje, spraševati se moramo, kaj je dobra šola in kaj je dober vrtec. Vključevanje celotne šolske skupnosti, to bom prebrala. Whole school approach. Hišnik, čistilka, vzgojitelj, svetovalni delavec, kuharica, pripravniki, študentje na praksi, ravnatelj morajo biti vključeni. To pomeni vključevanje celotne skupnosti. Kako hišnik, kako čistilka, kako kuharica pogleda otroka. To je enako pomembno kot način, kako pogleda učitelj otroka. Medsektorsko in v sodelovanju z okoljem. Mimogrede, otroci velikokrat doma povejo, kako jih je hišnik pogledal, kako jih je kuharica pogledala. Otroci doživljajo šolo kot celotno skupnost. Učitelj sam ne more rešiti situacije. Medsektorsko in v sodelovanju z okoljem. Z visoko stopnjo vključenosti in dobrim počutjem. Starši so partnerji, individualiziran pristop, sporazumevalnih možnosti se učimo integrirano in v interakcijah. Ničelna toleranca in otroci so partnerji. Participacija je pomembna otrok. Glejte, in še prošnja, prosim vas, študentom, pripravnikom omogočite, da bodo lahko svoje znanje aktivirali le z najboljšimi mentorji, vzgojitelji, učitelji. Tako se bo prevesilo število pri tistih, ki bodo znali vzpostavljati ustrezne interakcije z otroki in družinami. Govorila je o tej kritični masi včeraj gospa Anica Mikuš-Kos. In ne nazadnje se opravičujem, izkoristila bom še zadnjo minuto, stop share, bom dala to gor, se opravičujem, da vam pokažem. Večkrat je bilo omenjeno, kaj je pravzaprav empatija, pa bi želela z vami govoriti o tem, kaj so pravzaprav interkulturne kompetence. Jaz mislim, da se vidi. A se vidi, Sonja? Lepo prosim, če bi mi povedala. Vidi. Dobro, hvala. Interkulturne kompetence so stališča, znanje, razumevanje, skillsi, se pravi veščine, razumevanja in spoštovanja ljudi, ustreznega odzivanja, oblikovanja pozitivnega in konstruktivnih odnosov, razumevanja sebe in drugih kultur in upoštevanje kulturnih razlik. Zdaj pa tako, če želimo, da bomo dosegli našo interkulturno kompetentnost, moramo delati na attitudes, torej odnosu, se pravi stališčih,
na znanju in razumevanju in na, se pravi, skillsih, spretnostih, kamor sodi tudi empatija. Jaz si ne znam predstavljati neempatičnega človeka, neempatičnega učitelja in vzgojitelja in jaz upam, da jih ni veliko. Imeti pa mora torej stališča, znanje, razumevanje in spretnosti. In to moramo razvijati. Želim pa poudariti naslednje. OECD ugotavlja, da sled visokošolskega izobraževanja, vpliv visokošolskega izobraževanja lahko sledimo samo prvih 5 let. Potem se pa pojavijo v bistvu vplivi, drugi vplivi. In jaz upam, da bomo vsi skupaj na vseh ravneh naredili čim več za to, da bomo lahko vzdrževali te interkulturno kompetentnost stalno, zato, da bomo lahko v bistvu nekako zmogli se uskladiti s prikritim družbenim kurikulumom, če je ta ustrezen, oziroma evalvirati in se ustrezno odzvati, če ta družbeni prikriti kurikulum človeško, civilizacijsko ni ustrezen. Zahvaljujem se vam za pozornost, hvaležna sem vam, da sem lahko z vami, da sem lahko prisluhnila vsem in čestitam še enkrat vsem učiteljem, vzgojiteljem, vsem multiplikatorjem, vsem vodjem tegale projekta. V vaši družbi sem se lepo počutila in vesela sem, da sem lahko delila z vami znanje, ki sem ga pridobila na Pedagoškem inštitutu, v Centru Korak za korakom in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Hvala vsem.